Takole, en lepo zdrav vsem skupaj. Dobrodošli na dogodku Zeleno Mlad Fontes. Tokrat prav poseben Mlad Fontes. Sem toliko majhen kot že dolgo, ne? Se pravi, gre za to, da to je na moj nek poseba. Se kar sam preklapa. Se pravi, sem poseba, ki je nekako moj vzornik po svoje. Zdaj, zakaj je vzornik? Že od nekaj sem namreč občutoval, oziroma občutujem ljudi, ki so svojim življenjem ustvarjali. Se pravi, bom poslušal brez. Torej, novi gospod Ivo Boscaron, ki je naš današnji gost, je seveda gospod z veliko začetnico, gospod, ki je izredno veliko ustvarjal. Se pravi, nekako nedavno sem bil na eni izmed okroglih miz kot gost in vprašan, kaj bi naredili, če bi imeli podjetje, oziroma kako bi se ustanovili podjetje. Ja sem to nekako malce odmoknil, tako nisem vedel, kako pravzaprav naj odgovorim. Pa je potem odgovor nekako šel v smeri, ja, sej, veste, zdaj poučevati o teh rečeh je lahko zanimivo, ne? Se pravi, nekako skušati razumeti ponudbo in popraševanje je tudi se še da, ne? Zdaj, ko pa nekako človek stoji v koži ljudi, ki pa pravzaprav razmišljajo o tem, kaj so potrebe, kako pravzaprav peljati podjetje, kaj pravzaprav ponuditi svojim zaposlenim in predvsem kupcem, pa je to nekaj povsem drugega. Se pravi, kot akademski svet, v katerem pravzaprav smo vsi skupaj danes tukaj prisotni, deluje lahko nekako vštric k temu pravzaprav, kako delujejo podjetniki, oziroma jih lahko razumemo tako ali drugače. Zdaj, moj odgovor nekako je zaključil s tem, da to zame v tistem trenutku vprašanje, ki je prezahtevno. Tako da ne bom več nadolgo govoril, preprosto predajam besedo današnjemu voditelju pogovora z gospodom Boscaronom. Vse še enkrat lepo pozdravljam. Verjamem, da bomo v dogodku vsi skupaj lepo uživali. Vaš gostitelj, oziroma vodja današnjega pogovora bo gospod Iztok Malačič, sicer sodelavec naše fakultete in Iztok, prosim, beseda je tvoja. Upam, da boš imel več sreče s tem. Mitja, hvala. Ne vem, če bo halo? Vidiš, kaj izključi tega. Tehnika. Vse boš Ja? Tam mora delovati. Hvala lepa, Mitja. Vse bi do najprej za začetek lepo pozdravil, predvsem našega cenjenega gosta, Boscarola. Predlagam, da se usedemo tudi samo, da je to dobro pogovor. Jaz bi ta pogovor želel usmeriti na način, da bi bil bolj klepet kot odgovarjanje na vprašanja. Živimo v zanimivih časih, ki se zelo hitro spreminjajo. Tudi tiste stvari, na katere smo navajeni, potem pretresejo razne spremembe. Ena od takih je bila, ko so časopisi objavili, da gospod Boscarol prodaja svoje podjetje. Mislim, da je cela Slovenija presenečena, ampak če pogledamo, je pravzaprav to ena od možnih poti podjetnika. Današnji pogovor smo naslovili, ali se sploh splača biti v Sloveniji podjetnik, pa s tem nismo toliko ciljali na denar, pa na zaslužek, ki do tega imaš, ampak bolj na to, da v tem zahtevnem svetu izpolniš tisto svoje poslanstvo, svoje cilje in predvsem se mi to zdi pomembno stališča študentov, ki ste na tej fakulteti, pridobivate znanje v točki, ko ste vstopili na trg dela in na tem trgu imate pravzaprav več možnosti, ne samo, da greste nekam v službo. Jaz bi mogoče vas, gospod Boscarol, vprašal, kako se pa vi spomnite na vaše študentske dni? Ja, najprej lep pozdrav, upam, da se bomo slišali. Hvala za to, tudi za povabilo.
Moja študentska leta so bila izredno intenzivna, tako kot moje celo življenje. Jaz sem namreč tisti najbolj hard primer ovna, ne. Prav, če pogledate, da je oven ognjeno znamenje, tudi sebi v opravičilo to dostikrat rečem, ne, jaz vem, kaj so prižgane dolge luči, ne vem pa, ali je pomembno, da gorijo štop luči od zadaj, ne, tako da vedno sem gledal naprej, vedno sem imel preveč izzivov nad seboj, vedno sem imel preveč projektov, vedno je imel dan premalo ur in tako je bilo že v študentskih časih. Jaz sem v študentskih časih, poleg tega, da sem študiral ekonomijo, kar je seveda bilo fajn v tistih časih, ker mi je dala širino, čeprav sem hotel iti študirati kaj drugega, arhitekturo, ampak se nič ne kesam, da sem bil na ekonomiji, ampak sem bil že zelo aktiven tudi v študentskih letih in na Radiu Študent, kot fotograf, že takrat, bom rekel, na pol profesionalen v Šentjakobskem gledališču, bil sem aktiven v fotogrupi Šolt, že s tiskarijo sem se takrat ukvarjal, tudi bil sem menedžer skupin, s Tomažem Domicelijem sva takrat hodila po Evropi, on je pisal za Stop, jaz sem fotografiral, poleg tega sem še skupine v takratno Jugoslavijo vlekel sem in organiziral koncerte. Tako da jaz moram reči, da moj študij je bil najboljši dopust v mojem življenju in se ga res zelo z veseljem spominjam. Mi je pa tudi dal zelo dosti izkušenj takrat. V bivši Jugoslaviji so bili še kakšni procesi ali pa postopki bolj enostavni, enostavneje se je dal delati, kot pa potem, ko se je sistem bolj strukturiral in tista fleksibilnost mi je vedno dala eno tako energijo, da sem lahko dejansko počel, kar sem hotel. Vi ste diplomirali na ekonomski fakulteti v Ljubljani, kako ste pa potem vstopili na ta trg dela? Takrat še ni bilo podjetnikov, takrat so bili samo obrtniki. No, jaz sem začel pravzaprav kot svobodni umetnik, svobodni kulturni delavec. Jaz sem se takrat ukvarjal zelo intenzivno s fotografijo in Tomaž se je ukvarjal sveta z glasbo in takrat se je dalo pač preko Ministrstva za kulturo si je dalo zrihtati ta status svobodnega umetnika, čeprav, če sem to kakšenkrat javno rekel, enkrat so me policaji po noči ustavili in so me vprašali, kje sem zaposlen, sem rekel, da sem pač svobodni umetnik, in rekel, ja, ne boš več dolgo na svobodi. Tako da, ja, jaz sem si namreč tudi cel študij plačeval prispevke, tudi celo vojsko, takrat se je dalo, tako da jaz bi lahko šel v penzijo že kar nekaj časa nazaj, ampak vem, da ta država nima denarja, da bo moral delati do smrti, pol rajše delam, da ne bi bil breme. Takrat je bilo tako, da smo enostavno si lahko privoščili to, da smo imeli svojo dejavnost. In jaz moram reči, da do lanskega 15. aprila, ko sem prodal večinski delež v Pipistrelu in sem zdaj tam zaposlen kot častni predsednik, jaz nisem bil nikdar v življenju zaposlen pri nekom, ne. Vedno sem bil sam svoj gospodar in tudi to je bil je bila ena velika prelomnica tudi v moji glavi, ne, biti sedaj zaposlen pri nekom, čeprav si vedno prej postavljal pogoje, kaj boš delal, sam si se odločil in seveda imel tudi odgovornost, da skrbiš za tistih nekaj 100 zaposlenih, kot sem jih imel na koncu. Tako da, takrat se odločiti za samostojno pot ni bilo lahko, tako kot tudi sedajni, je bilo pa drugače. To je pa res, a veste, takrat ni bilo niti mojega prijatelja Larryja Page'a oziroma Googla njegovega, ne, ni bilo Wikipedije, ni bilo interneta, ni bilo socialnih omrežij. Tam danes je vsak kupec na dosegu leve tipke na miški, ne. Takrat je bilo treba iti do kupca, se pogovarjati in tako naprej, ampak je bilo pa takrat ogromno neke več možnosti za blef, ne, ker mi smo imeli vsi najboljši produkt, vsi smo lahko rekli, ja, to je pa to, ne, ker nobeden ni mogel tega preveriti, a veste. Ne, danes, če je 1000 ljudi zadovoljnih, nobeden za to ne ve, ne, če 2 nista zadovoljna, v 10 sekundah si na vseh socialnih omrežjih in je lahko konc s tabo, ne. Tako da je bilo drugače delati, kot je zdaj. In potem ste enkrat kot umetnik in fotograf začeli sestavljati motorne zmaje.
Ja, to je prišlo sicer iz hobija in sicer iz dveh hobijev. Jaz sem takrat zelo močno bil vpet v fotografijo. Jaz sem razstavljal tudi po celem svetu, takrat pač umetniške fotografije, ampak ker sem vozil te skupine v takratno Jugoslavijo in ker tukaj ni bilo pač tiskaren, ki bi tiskali te velike plakate, te billboarde, sem pa to po Londonu videl, sem pol pač šel v Italijo, da sem videl, kakšna tehnologija s tem sitotiskom in to. In sem začel potem tiskati tudi plakate in sem imel takrat tudi zelo močno tiskarstvo. Ampak seveda, zaradi tega sem moral tudi zelo dosti preživeti v temnici, takrat je bila fotografija še črno-bela, pol je kasneje šla v barvno, zdaj je šla v digitalno in tako naprej. Sem po tistih celih dnevih dela v rdeči svetlobi, ko sem prišel ven, zadihal, a veste, sonce in tako naprej. In ker živim v Ajdovščini in so čez našo hišo letela in pristajala letala, in sem bil že tudi modelar, kot sem bil majhen, je bila pol nekako ena taka logična posledica tega, da sem prej slej končal malo tudi na letališču in šel v zrak. In seveda sem se takrat zaljubil najprej v letenje, jadralno in tako naprej, ampak ker sem imel svojo dejavnost, seveda nisem imel toliko možnosti leteti, ker takrat je bilo letenje brezplačno, važno, da si zjutraj prišel na letališče, počistil avion in šel leteti, če sem jaz zjutraj delal in sem prišel popoldne letališče, so pa ostale letala v zraku. In potem, ko so se v 80-ih letih začeli pojavljati prvi zmaji in smo začeli skakati tam z našega kovka in potem seveda zmontirali, še predelali ta od Trabantovega avta motor in dali en propellerček, od zadnje smo lahko poletali stav. Je bila to nova dimenzija, res, da smo bili nelegalni, policija nas je preganjala in to, ampak si lahko to spravil, si dal na avto, si nekam šel, en travnik po letu in tam si lepo delal, kar si hotel, letel na 10 centimetrih na travo, pa šel čez grmiček, pa spet dol, pa tako naprej. Res, edini občutek, res ta pravi letenja, da motorni zmaj, ker je počasen, je odprt in lahko delaš karkoli hočeš. In to me je res tako prevzelo takrat, da sem seveda najprej po delih to prepeljal iz Italije, takrat se je popularno temu reklo prešvercal, ker uradno se ni tega dalo prepeljati in ker je bilo to malo premajhno zame, ker sem malo večji, sem si moral to malo popraviti in pol malo izboljšati in pol so prijatelji videli, da je to pa mogoče malo bolj leti, pa so rekli, da je še meni, pa pol sem še dva prijatelja potegnil to in pol smo si začeli to delati bolj zase, kot za hobi. Pol so seveda Italijani, takrat je bila še meja seveda, so začeli gor hoditi in so videli, da so naše zadeve pa boljše, pa bolj varne kot njihove, pa so rekli, da še nam to naredite, pol sem pa rekel, ok, bom pa jaz tisto mojo dejavnost, tiskarstvo in fotografija doregistriral še v izdelavo motornih zmajev. To je bilo lažje reči, kaj narediti, ker sem prišel na občino, so rekli, ne, čakaj, letala lahko delijo velike firme, ne moreš ti, No, ampak to, potem so me poslali v Beograd, takrat je bilo še to v Beogradu in sem rekel, da bi jaz pač delal letala, so se tako režali, da so pod mizo padli, ampak pol na koncu vseeno, a veste, sem spremenil zakonodajo, sem naredil oziroma novo kategorijo, takrat še seveda s par kolegi iz drugih držav, takrat smo ji rekli alternativno letalstvo, ker smo bili čisto alternativa pravemu letalstvu, smo morali narediti licence svoje, registracije in to. Potem smo preimenovali to v ultra lahko letalstvo, ker v letalstvu gre vse na kilograme in pod 450 kilogrami je bila še prosta kategorija, tako da smo pač to naredili in začeli tudi legalno leteti in od takrat seveda pol je šlo počasi naprej, vsak dan malo več in pol je zraslo to v neko tako zanimivo dejavnost. In v kateri točki ste v bistvu vi prepoznali, da je pravzaprav to iz enega hobija in ljubiteljske zadeve ratalo podjetje in ste se čutili odgovorne za ljudi okrog sebe in za izvedbo teh načrtov in v kateri točki ste pravzaprav potem začeli z drugačnim pristopom in začeli razvijati nekaj, česar še nihče ni razvijal? Ja, vse, kar smo delali, smo i tak na začetku delali v okviru ene majhne skupince, take bolj entuzijastov, vsi smo bili piloti oziroma vsi smo to leteli in smo razvijali za lastno varnost, za to
hvala Bogu sem še tukaj, ker dosti mojih kolegov ni. In pol smo pač, ko smo videli, da tudi meni uspelo takrat registrirati dejavnosti, sem bil prvi zasebni proizvajalec na bivšem Balkanu, ne, tako uradno s papirjem, kot dejavnost. In smo videli, da je lahko to tudi posel, ne nazadnje, ne. Smo začeli pol malo strukturirati to in sem se prvi seveda srečal tudi z izzivi, kot so, ne vem, dobaviteljska veriga, pa prodaja, pa ne vem, poprodajne aktivnosti in tako naprej, ampak to je vedno tako bolj malo generično raslo, počasi se je razvijalo in jaz moram reči, da kolikor se to čudno sliši, ne, jaz sem na tak obrtniški način peljal Pipistrel do 4 leta preden sem ga prodal, ne. Je bilo res tako, bom rekel, vse, tudi vsi moji zaposleni so tako čutili. Mi smo bili vedno kot ena, bom rekel, družina, ni bilo mene nad njimi ali karkoli, ne, tudi, bom rekel, plače smo imeli primerljive, ne, jaz pol kolektiva imelo vedno večje plače od mene, ne, ker so si jih tudi zaslužili seveda, jaz sem delal bolj to za hobi, ampak počasi seveda je pa potem zlasti, ko smo videli, kaj smo mi naredili na področju brezemisijskega letalstva, ne, električnega letalstva. Smo dejansko pionirji, ne, in pol, ko nas je še Uber izbral za razvijalca teh letečih taksijev, ne, poleg Boeinga, ne, Aurore pa tega Bell helikopterja, pa Embraerja, edine kot Evropejce, ne, in pol, ko ostalim nič ni uspelo, ne, certificirati teh motorjev in pogonov in tako naprej. In ko smo mi vedeli, da bomo uspeli, ne, in ker pol 6. aprila 2000 letalska agencija objavila svetovno novico, ne, da tisto, kar je najavil pred leti Airbus, da bo certificiral šolsko električno letalo, pa Siemens motor in to, kar jim ni uspelo, da je to nam uspelo, pol je hudič vzel šalo in je bilo treba podjetje prestrukturirati na način, kot ga seveda multinacionalke razumejo, ker sem vedel, da mi sami tega pritiska ne bomo zdržali, ker vsi tisti, ki so prej, bom rekel, malo čakali, ne, ker niso verjeli, da se da z električnim letalom legalno prevažati potnike oziroma certificirati, kar je pogoj, da bojo zdaj vsi investirali ne stotine milijona, ampak milijarde, kar se dejansko v tem letu zgodilo in mi 40 milijonami prometa ne bomo uspeli konkurirati. Smo seveda prestrukturirali podjetje na način, da ko je v podjetje prišel res tak potencialen kupec, partner, da mi je obljubil, da bo obdržal vse zaposlene, blagovno znamko, vse dejavnosti v Sloveniji, vse moje programe in tako naprej. Potem smo bili pripravljeni tudi za se prodati, ne. Ampak do takrat sem pa jaz peljal podjetje tako zelo na ne vsakdanji način, jaz sem se tudi letos strašno začudil, da so mi dali to nagrado, ne, za življenjsko delo, za menedžerja, ne, ker jaz nisem se nikdar imel, bom rekel, za kakšnega hudega menedžerja, jaz sem delal to zelo spontano, ne, in tudi, kaj sem čist v nasprotju z nekimi standardi, ki vladajo. Jaz sem recimo leta 2000 ukinil marketing, mi nimamo marketinga, ne. Jaz sem rekel, ves denar, ki gre za marketing, ne gre za razvoj, da bojo mediji motivirani prideti k nam in pisati o tem, kar drugi nimajo, in to se dogaja, ne. In to za ceno enega kosila, recimo neki CNN ali pa ne vem, National Geographic in tako naprej. Mi smo tudi ukinili prodajo, ker sem rekel, mi moramo imeti toliko dober produkt, da bojo naši prodajniki ali pa promotorji ali influencerji, ki se jim zdaj reče, zadovoljni kupci in tako naprej, ne. In jaz sem postavil pač si svoj koncept dela, ki sem mislil, da je v tistem trenutku dober. Vse sem gradil na tradicionalnih vrednotah, zaupanju, pripadnosti v podjetju, dobrem počutju zaposlenih in to. In to na dolgi rok se je izkazalo kot dobro. In če vi mene vprašate danes, ali se v Sloveniji splača biti podjetnik ali ne, bom rekel, ja, če ni denar na prvem mestu, ne, drugače in da gradite na dolgi rok, pol ja. In kaj je tisto, kar je vam pri tem vodenju podjetja, tukaj, jaz se strinjam z vami, ni šlo samo za management, tukaj je šlo celo za vizionarstvo,
na več področjih, eden je na razvojnem, drugi je na teh opustitvi klasičnih poslovnih funkcij v podjetju, o čemer nas učijo na fakulteti, ne? Ampak to moraš seveda narediti na podlagi nekega analize, občutka, odločitve, pogovora s delavci. Kako ste v bistvu to, je bilo to čisto spontano ali je to nastajalo dalj časa? Veste, uspešne zgodbe ne morete delati sami. Niti brez zaposlenih, niti brez vključitve družbe, niti brez vključitve partnerjev takih in drugačnih in tako naprej. In če imate korektne odnose do vseh, potem lahko pričakujete, da bojo vsi korektni tudi do vas. Veste, ljudje smo ena zelo velika ogledalca, ne? Tisto, kar damo, tisto dobimo, ne? In če zaposlenim daš tisto, kar bi tudi sebi dal ali pa privoščil, potem lahko pričakuješ, da bojo oni tudi prišli z idejami, da bojo delali tudi, ko tebe ni, da bojo pripadni podjetju. A veste, Pipistrel je eno na letalskem področju najbolj tehnološko inovativnih podjetij na svetu, pa z nobenim od zaposlenih nisem imel podpisane pogodbe o zaposlitvi s konkurenčno klauzulo. Pa nikoli ni nič človek. Ampak so vedeli, da tudi jaz ne izčrpavam podjetja, ne? Tudi ključavnice ene nimamo, ne? Ampak jaz, če grem v soboto ali pa v nedeljo, ko ne delamo in vzamem neki selotejp iz skladišča, napišem listek in konc meseca se meni to poračuna. In če vidijo, da jaz ne izčrpavam podjetja, pol tudi zaposleni to ne delajo. A veste, jaz sem, koliko, 15 let nazaj, še več, ukinul z internim odlokom nadurno delo. Pri nas se ne dela nadur. Mi delamo od 7 do 3 in jaz hočem, da 15 čez 3 alarm klopljen in da grejo ljudje k svojim zaposlenim, družinam in tako naprej in drugi dan pridejo s čisto glavo posvečeni poslu. 3000 Pipistrelovih letal leti po svetu in do danes ni bila še niti ena nesreča dokazana, da je napaka proizvajalca ali pa naša servisira. Danes ne morete vi vzpostaviti tako močnega sistema kontrole kakovosti, da boste vsakega nadziral. Ne gre. Ljudje morajo biti odgovorni, pripadni in tako naprej. In če se počutijo pripadni in da vejo, da če nekaj ne bo v redu, da škodijo tudi sebi, svoji družini, ker mi jih imamo zaposlene, otroke, partnerje, cele družine in tako naprej, potem je to drugače, je to lažje delati, ne? In vsi tisti pol sodelujejo tudi pri upravljanju, to, kar ste rekel, ne? Mi nismo imeli nikdar nekih groznih sestankov, pa ne vem, nekih nivojev v podjetju. Mi smo šli vedno v isto menzo jesti, skupaj smo se dobivali in potem so tudi skupaj prihajale dobre ideje in sploh ni važno, kdo je dal idejo, na koncu seveda je bila pa moja dolžnost, da sem za to poskrbel, da tisto idejo, ki smo jo sprejeli, da jo pa jaz poskrbim za to, da gre naprej. In to je tisto, kar, bom rekel, je malo drugače morda, ki se dogaja pri nas v podjetju. Jaz danes ne morem razumeti, cela Slovenija govori, ni delovne sile, ni ljudi, ni strokovnjakov, ni softverašov in tako naprej. Če bi jaz imel čarobno palčko, bi mi imeli danes, ne vem, 20 000 zaposlenih, ker toliko ljudi, ki bi k nam rado prišlo v službo, jaz ne vem, kje je problem, da ljudi ni. Ampak je treba ljudi tudi znati obdržati pola, veste, ne? Da ne grejo, da ni plača mora biti korektna, ja, se strinjam, ampak ni pa edino vodilo, zlasti za mlade danes, ne? A veste, danes mladega ne kupite sam s plačo. Moji zaposleni bi lahko imeli nekje v Ameriki, v nekem Norton Grumanu, nas in ne vem kje, po 250-300 tisoč dolarjev na leto, nima nobeden, niti tretjine tega, ne? Ampak nobeden ne gre. Zaradi tega, ker tukaj ustvarjajo zgodovino, ker tukaj vejo, da lahko hitreje svoje ideje spravijo do nekega rezultata, s ponosom povejo, kaj delajo. In potem, če ustvarite eno tako vzdušje, pol sploh ne rabite menedžmenta, ker se dejansko zadeve v podjetju dogajajo. Je pa res, da je treba zaposlene poslušati, ne? In jih slišati. Ker to, da, ne vem, rabi podjetje neke grozne mehanizme za privabljati ljudi in tako naprej in jih potem obdržati, pomeni, da
da tisto interni pogoji, ki jih lahko pol nudiš, niso taki, da so ljudje motivirani ostati, ne? Ali pa, da se jih ne sliši. Jaz vedno povem en primer enega mojega štromarja, po domače povedano, ne? Elektrikarja. Mi smo se vsakih 6 mesecev pogovarjali o tem božjem Elvisu, ne? Ali ga mu bomo podaljšali, ali bomo stran dali, ker ali se ni on vklopil v tisti kolektiv, ali ga drugi niso sprijeli in tako naprej. Dokler nisem imel enkrat tega zadosti in sem mu rekel, le Elvis, tako je. Rekel, od zdaj naprej boš videl, kako izgleda biti v taki koži, ki si ti, v takem kolektivu, ki je homogen. Od jutra naprej si vodja oddelka za elektriko. In še danes je ta glavni za elektriko in ima pod seboj ne vem koliko ljudi. Je rabil izziv, da on ustvari vzdušje, da on, bom rekel, postavlja sistem in tako naprej, ne. Tako da je treba dejansko ljudi tudi slišati, ne. Se v Sloveniji imamo doskrat ta problem, da vsi vse poslušamo, samo slišimo, ne. Tako da to je pomembno. Tako da jaz nimam tukaj nekega hudega recepta, kako delati. Je pa res, da je dan danes še bolj kot kdajkoli pomembna ekipa za uspešnost podjetništva. In kaj bi študentom, ki so tukaj v večini predlagali, svetovali pri njihovem odločanju za karierno pot? Ja, predvsem se morate zavedati, da je ta svet toliko nor, da postavlja zaradi marketinga in zaradi drugih nekih pehanj po dobičku, postavlja standarde vključevanja ljudi v službo preko vseh normalnih meja, ne. In da, če je bilo včasih tako, še ko sem bil jaz mlad, ne, da si 8 ur delal, 8 ur lahko pohajal, 8 ur spal, danes ni več to, ne. Tako da se ta čas, ko si v službi ali delaš, se podaljšuje, zato je treba si zorganizirati tako življenje, da tisto, kar počnete, delate s srcem ali pa da vam ne predstavlja stresa. Pa ne glede na to, kaj ste študirali. Ker veste, z vsem spoštovanjem, ne, tudi do faksa, ki ga zdaj obiskujete, ali pa do šole, ki ste jo obiskovali, ste generacija, ki je dala šola najmanj uporabnega znanja za življenje od vseh generacij do zdaj. Pa ne zaradi tega, ker bi bila slaba, ampak zaradi tega, ker se danes ne ve, kaj boste vi vse v življenju potrebovali. Ker znanja, ki jih boste potrebovali, danes za njih sploh verjetno še ne vemo in znanje, ki ste ga pridobili, ga verjetno jutre ne boste rabili več. Zato se sploh ne sekiram, da sem študiral ekonomijo, ker sem si pač znal narediti ekipo tehnično okrog sebe in sem se vse življenje učil. Vi se boste morali še bolj učiti. A veste, jaz sem pač generacija, ki je s takimi očmi sedela na tleh pred edino televizijo v tistem delu mesta in smo tako tisto, malo se je videlo, smo gledali, kako je človek pristal na Luni, ne. Sem šel skozi transformacijo, ne vem, res črno-bele, barvne, digitalne fotografije, operacij na odprtem srcu, vse, kar se vam zdi normalno, ne. Jutri, ne, boste vi, ne vem, se pogovarjali z drugim brezžično, boste, ne vem, imeli aplikacijo za razumeti živali, boste imeli milijon nekih stvari, ki jih danes ne poznamo in to se bo treba učiti, ne? In te znanj danes ne boste dobili. Tako da jaz edino, kar vam lahko dam, rekel, na svet, nimam pravice dajati na svet, ampak mnenje, je to, da hodite po svetu z odprtimi očmi in ušesi, ker svet je dejansko najboljši učitelj. Jaz dostikrat rečem, nažicajte doma eno smerno karto, letalsko, kakorkoli, pejte par let v svet, da boste videli, kako je zunaj in da boste znali ceniti, kako je v Sloveniji, kaj pomeni brezplačno šolstvo, kaj pomeni brezplačno zdravstvo in tako naprej, ampak da boste tudi prišli do znanja, ki ga mogoče tukaj ne bi dobili in če boste šli z odprtimi ušesi in očmi v svet,
Pol se bo najlo tudi slovensko podjetje, ki bo plačalo povratno karto, verjemite mi. Ker to, kar se naučite v svetu, je drugače kot čez cesto. To je dejstvo. Danes je svet že tako raznolik, da že same razlike pomenijo eno veliko učenje. Veste, to, kar je pri nas standard, je lahko drugače, drugje, ne samo drugačno, pa celo prepovedano in obratno. Veste, od verskih razlik, kulturnih razlik in tako naprej. Vse to razumeti, to je naložba vase. In če vam lahko kaj polagam na srce, edina naložba, ki jo lahko v življenju naredite, ki vam jo nobeden ne more ukrasti, je naložba vase. Znanje, ki ga boste imeli, ker vsi smo na trgu, nažalost, tudi vi, in jutri se boste morali prodajati takemu delodajalcu, ali pa če boste šli v svojo podjetniško pot, da boste tisto, kar ste kapitalizirali, lahko najbolje unovčili. Ta svet je pač tak. Za fotografijo vam še ostane nekaj časa? Ja, seveda se zdaj ima vsak telefonček tudi svojo kamero, ne. Bolj resno ne, moram reči, mogoče kaj tako še zraka z letala, ko letim. Veste, letenje ima veliko čarov, ne. Zraka je vse lepo, tudi smetišče je lepo, ne. Tako da res, posebno, če letiš nizko, tako da kakšne take trenutke, ki so vidni samo iz zraka, je včasih res lepo tako ohraniti za spomin. Da bi se pa kaj bolj resno ukvarjal s fotografijo, sem namreč 10 let živel od fotografije, največ sicer od koncertne fotografije, tako da imam preko 1200 koncertov za sabo, še zdaj grem na dosti koncertov in tam, kjer so, če so še vedno moji znanci ali pa kolegi, seveda grem tudi bolj z opremo, drugače grem bolj kot poslušalec, ampak dostikrat ne znam uživati v lepoti, če tudi ne pofotografiram. To je malo taka profesionalna deformacija. Zdaj, po tolikih letih ste se odločili za popolno spremembo karierne poti, šli v malo nepremičnine, malo spodbujanje drugih podjetnikov, upam, da v veliki meri tudi v prenašanje teh znanj in izkušenj na mlade. Kako bi pa te svoje cilje zdaj opisali in načrte? No, sej, malo sem že sicer nakazal, ne, ampak jaz nisem nikdar v življenju počel ene same stvari, ne. Jaz sem vedno počel in tudi vedno sem rekel, da letalstvo ni zadnja stvar, ki jo delam, ne. Ne vem, koliko se kakšni še spomnite, ali imate kje po kakšnih starih omarah tiste okrogle zadeve, ki se jim popularno reče priponke, ne. To sem jaz takrat v Jugoslavijo pripeljal, enkrat sva z Tomažem Domiceljem hodila po Londonu in sem jaz po eni izložbi videl na tisoče tega, ne, sem rekel, kaj pa je to, ne. Je rekel, butelj, ne, tako, ko je on rekel, a ne veš, ne, to so bedži, ne, sem rekel, pa je to, je rekel, to tako imajo pri nas planinci, da si dajo za klobuk značke, ne, imajo to tle, ne, in imaš lahko fotografijo gor in to. In sem šel noter in sem videl, da je to zelo enostavno narediti, ker takrat tiskarijo sem že imel, to se je potiskalo, pol se ta krog izrezalo in dva kovinska dela sta bila, ena igelca, odzadaj si to en tak nakrček imel. Sem rekel, to tehnologija je zelo enostavna, to bi to v jugi šlo, ne. Je rekel, dej butelj, je rekel, nekdo v jugi to nobeden ne pozna, ne. Sem rekel, super, ne, jih bomo naučili, da bojo to poznali. Mi smo pol delali tega po 10, 15, 20, 30 tisoč na dan, ne, za celo jugo. Vsi, ne vem, Pokali, Vitranc, Planice, vse živo je imelo to. Slovenija, moja dežela, Lipov list, verjetno se boste spomnili, ne. Ta največji posel, ki sem ga jaz do takrat naredil v življenju, je bilo 1 200 000 priponk v 14 dneh za miting proti osamosvojitvi Slovenije v Beogradu na Ušču. Tako da sem delal že tudi, in to je bilo tudi v letalskih časih že, ne, tako da jaz sem vedno delal več stvari in tudi zdaj moram reči, da to mi ne predstavlja kakšne hude travme. Jaz nisem nikoli vedel, kaj je stres, tako da je več izzivov, ki imam boljš mi je. Tako da zdaj, ja, v letalstvo sem še vedno vpet, ne, sem na Pipistrelu še vedno zadolžen za strategijo in za te stvari kot častni predsednik,
Ampak ja, se pa ukvarjam tudi z drugimi stvarmi, raznimi naložbami, tudi startupi pomoči in tako naprej. A veste, danes se spet vključiti v kakšno tako ekipo, ki so 3-4 in tako, ki sploh ne briga, ne levo, ne desno, samo ali bo tisti brisavček tam začelado delal ali ne bo delal, ali kakšna taka stvar, to mi daje zelo dosti energije, no, moram reči. Boste šli še tudi kaj okrog sveta? Okrog sveta, danes je rad tako majhen, že da to res ni noben problem večji okrog sveta. Jaz rad potujem, sem dosti prepotoval, nenazadnje naša letala letijo v 146 državah, zastopnikov imamo v veliki večini držav. Dostikrat sem bil prisiljen tudi tako iti na brzino okoli sveta. Enkrat vem, da v 6 dneh sem šel iz Benetk, Frankfurt, Lake Placid, San Francisco, Seul, Nanjing, Frankfurt pa Benetke nazaj v 6 dneh, kupce pa zastopnike obiskati. Tako da sam dvakrat v 6 dneh sem spal na tleh. Tako da danes iti okrog sveta ni več tak izziv. Bolj, bom rekel, bo problem potovati, oziroma tako bom rekel, vprašanje, koliko časa bo še potrebno potovati, razen za gušt. Ta korona je že pokazala, da potovanja so bolj razvada kot pa potreba. In sem prepričan, da tudi s tehnologijami, ki prihajajo, bo potreba po poslovnih potovanjih, vsaj na nekaterih področjih, počasi se bo zmanjšala. Nenazadnje je treba tudi razmišljati o slabih straneh takih potovanj, ker, veste, letalstvo ni sicer največji onesnaževalec, je pa največji onesnaževalec atmosfere. In če pogledate vi to naše Zemeljco iz vesolja, boste videli en tanek moder pas okrog nje, to je naša atmosfera. Ljudje živimo skoraj mesece brez hrane, tedne brez vode, samo nekaj minut brez zraka. In vsi tisti, ki imamo možnost karkoli kaj prispevati k temu, da bo ostala taka, kot je naša dolžnost. In ne to samo tisti, ki delamo letala, brezoglična in tako naprej, ampak vsak, ki lahko eno tako potovanje ali karkoli drugače organizira ali pa zmanjša ta oglični odtis, mislim, da počasi bomo morali tudi na tak način razmišljati. Bo pa verjetno končni cilj, tudi kar boste zdaj spet rekli, znanstvena fantastika, tako ko sem gledal filme od James Bonda pred 40 letmi, pa je danes realnost ali pa že zgodovina, boste verjetno lahko tudi vi že doživeli, tako kot imamo danes dvodimenzionalno teleportacijo, če vas je zdaj slikam, ker je na 6000 mojih naslovov popolnoma enaka slika od vseh vas, to je dvodimenzionalna teleportacija, če me ne vprašate, rabimo dodati samo še tretjo dimenzijo, pa gremo, ali pa se preslikamo. Tako da to so po moje zelo realne variante v času vašega življenja in bojo potovanja drugačna, kot so zdaj. Tisti, ki pa si zdaj delate ali pa že imate družine, bi vam pa predlagal, da čim prej greste na letališče z mulci, pa s fotoaparatom, da se poslikate pri letalu, ki še ima krila, pa ima mogoče samo 2 motorja, ker pol jih bojo imeli drugačne, pa brez kril, in da se za božjo voljo slikate tudi s pilotom, da boste imeli pol dokaz, da včasih so pa tisto, kar bojo otroci leteli, da morajo biti pa človek noter, ki je letalo pelil oziroma letalno napravo. To niso heci, to dajte si za spomin narediti, ker to se bo zdaj zelo hitro spremenilo. Tisti vic, ki je bil do pred kratkim, ki je pristajal Boeing na brniško letališče in je rekel, kapten, je rekel, spoštovane potnice, spoštovani potniki, čez par minut bomo pristali na letališču v Brniku, upam, da vam je bilo potovanje všeč, zdaj, če pa pogledate skozi desno okno, si lahko pomahamo, ker danes delamo doma. In to bo realnost hitro. Tako da, ja, na področju potovanj bojo zelo, zelo velike spremembe, tako da obleteti svet ali pa iti okrog sveta je verjetno že manjši izziv, kot pa ohraniti delovno mesto, ki ga bo jutri umetna inteligenca skenslala, posebno za tiste, ki ste, bom rekel, malo bolj izobraženi. Da ste slišali
vizionarstva. Kako pa načrtujete razvoj tega dela BTC-ja, kar ste investirali? Ja, gledajte, BTC je največji tak kompleks v tem delu Evrope, poslovno-trgovski, 22 milijonov obiskovalcev ima letno, 2 avtocestna dostopa, zdaj ta drugi se končuje, ima iz obvoznice, kjer gre v povprečju, letnem povprečju na dan 67,000 vozil, ne? To je seveda zelo perspektiven del za kakršnokoli dejavnost. Mi smo to kupili kot naložbo, pač na obeh straneh te ceste, na eni strani je Kolosej oziroma bivši Kolosej, zdaj bo Odiseja, na drugi je pač to kompleks Žita, kjer bomo imeli druge vsebine. To je znotraj obroča praktično zadnji tak 10 hektarjev, 100.000 kvadratnih metrov velik kompleks, ki je zazidalen in tam so tudi možne stolpnice do 120 metrov, kar je edino v Ljubljani možno. Tako da vsebin je dost, ohranili bomo tisti zeleni del, ki je že zdaj zelen, tam bomo naredili en tak doživljajski park na prostem, da se bo lahko šlo sred Ljubljane tudi v malo večje zeleno področje, od piknika do fitnessa na prostem, do raznih aktivnosti. Ostali del bo pa verjetno s kakšnimi takimi čim manj spornimi dejavnostmi zapolnjen. Ne bomo šli v kakšne megagradnje ali kaj takega, ampak bomo bolj do okolja oziroma do Ljubljančanov prijazni. Hvala lepa. Jaz bi zdaj še publiki dal možnost, da postavi kakšno vprašanje. Dobar dan, sem študent fakultete, ime je Kristjan Žan. Hvala lepa za ta pogovor. Zdaj pri prejšnji temi sem je podala vprašanje glede električnih letal. Malo me zanima, kdaj so ta lahko letala v bistvu postala električna in če ste upoštevali v svoji viziji to, da recimo v Sloveniji ni nekih črpališč goriva, ali je bilo to zakonsko urejeno, da pač lahko letala mora biti električna. In zdaj, če se navežem še na naslednjo temo, kjer ste omenjali ta park, ki bo v BTC-ju. Recimo, če se tam toliko vozil peljem 76.000 kilometrov, ali bi to tudi omogočalo neko veliko parkirišče, da mimogrede se ti ljudje ustavijo in se spočijejo. V bistvu pač prvo se na to, kako se ta letala res električna in če je bilo to iz vidika, da bo res dostopno v Sloveniji, ker električna energija lahko marsikaj dobimo, same nafte pa v Sloveniji ne črpamo. Ja, najprej kar se tiče letalstva. Ko smo mi začeli leteti z motornimi zmaji in s temi predelanimi Volkswagenovi motori, zato da smo dobili maksimalno moči ven, seveda je šlo to tudi na račun hrupa, ne, to je bilo tako zelo moteče v zraku, da smo bili trn vpeti celi dolini tam in da sem spole rekel, zdaj pa tega zadost, bomo začeli pa se posvečati učinkovitosti, da bo potrebno čim manj energije za letenje, da bojo naša letala proizvajala čim manj hrupa in da bodo čim manj onesnaževala in da bodo do okolja prijazne. Takrat sem bil ta najbolj nor med kolegi konstruktorji, ker seveda bencin je bolj zastojen, hrup skoraj nikoli ni nobenega motil in tako naprej. In mi smo se šli razvijati nekaj, kar ljudje, moji konkurenti sploh niso razumeli. Ampak mi smo v tistih letih pridobili toliko znanja z področja aerodinamike in zmanjšanja hrupa, da potem, ko je in tudi bencin je bil takrat zastojen seveda, da ko je potem postalo vse to pomembno, smo imeli že tako konkurenčno prednost, da nam drugi niso več mogli slediti.
Lejte, tudi tile, bom rekel, naši novi lastniki, ne, Textron, oni so lastniki Cessne, ki je največji proizvajalec letal na svetu, Bell helikopterja in tako naprej. Cessna dvosedežna, ne, ima težave preleteti 1500 km. Ne. Mi s 300 litri letimo iz Čila na Velikonočne otoke, 4500 metrov, ne, 4500 km. Ne. Cessna ne pride na 5000 metrov. Mi v Tibetu poletamo na 5000 metrov in kitajska meja je nadzirana na 11 000 metrov, na 11 kilometrih z našimi letali. Toliko so bolj učinkovita. In ko smo videli, da so naša letala toliko učinkovita pred 25 letmi, sem jaz rekel, zakaj jih ne bi naredili dejansko še do okolja čim bolj prijazne. In smo začeli razmišljati o tem, da bi jih naredili električna. Takrat je bilo to toliko out of mind, bom rekel, da so me ljudje spraševali, koliko bo pa dolgi kabli, koliko dalje se bo dal leteti. Niso niti razumeli, da bi to bilo na baterijo. Ne? In mi smo začeli električna letala serijsko proizvajati leta 2007 in smo jih naredili, ne vem, še zdaj 10-krat več kot vse ostali svet skupaj, ker so še vedno številke majhne. Ni pa to vezano na ultra lahka letala. To je kategorija tako imenovana eksperimental, ki nima še zakonodaje sploh, nima standardov za gradnjo, nima standardov za testiranje, za letenje in tako naprej. Kar smo pa mi potem morali začeti delati od leta 2017 naprej, da smo lahko začeli razmišljati, da bojo naša letala tudi registrirana oziroma certificirana za prevoz potnikov v letalskem prometu, tako kot je Airbus ali karkoli in tako naprej. In takrat smo morali spremeniti svetovno zakonodajo, postaviti standarde z letalskimi oblastmi, gradbene standarde, standarde certificiranja, vse, da so električna letala enako varna kot bencinska letala. Ker usporednic je malo, ne? Če vi v benzinskem letalu vidite, da nimate benzina, vidite to, ne? Se vidi, ne? Če ni elektronov ne vidite, ne? Mislim, že, bom rekel, sam nadzor baterij, nadzor polnjenja, vse to, mi nismo mogli nič vzeti od avtomobilske industrije. Pri avtomobilih je tako, da če pritisneš gas do konca, čez 10 sekund si 200 na uro in moraš razbremeniti. In baterije niso obremenjene. Mi rabimo pa mogoče 15-20 minut poln plin, da pridemo na višino. In takih baterij tudi celic kemije jo ni bilo. In smo mi morali, bom rekel, malo prinesti okrog proizvajalce celic oziroma samo kemijo z elektroniko oziroma z sistemom za nadzor celic in celotne baterije, da smo lahko naredili baterijo, ki je varna v zraku in ne eksplodira, ne zagori in tako naprej. Tako da je bil en cel tak proces. Tako da to je takrat, če ne bi mi imeli toliko izkušenj že toliko let nazaj, bi končali tako, kot recimo Siemens ali pa Airbus, ki jim ni to uspelo. Ampak izkušnje so tiste, ki so nam dale to znanje, da smo lahko pripeljali. Šli smo pa predvsem zaradi tega, ker smo hoteli zmanjšati ceno letenja, ker recimo energija za 1 uro letenja je 2 evra, je praktično poceni, hrupani in do okolja prijazno. To so bila vodila. S tem, da do zdaj nismo prodali niti enega letala še zaradi cene in zaradi zmanjšanja vplivov na okolje. Vse smo prodali samo zaradi zmanjšanja hrupa. To sem tudi jaz takrat napačno ocenil, ampak dejstvo je, da je hrup en najbolj motečih elementov v letalstvu. V Evropi imamo, mislim, da je sam v Avstriji, Švici, Franciji in delu Nemčije imamo nekih 130 letališč, kjer letenje ni več dovoljeno zaradi hrupa. Ni dovoljeno v času kosila, ni dovoljeno čez vikend in tako naprej. Mi vračamo vsa ta letališča, vračamo spet letenje, ker če ne vidiš letala v zraku, ne veš, da je, toliko je tiho. Tako da, to hrup je tisti, ki je zdaj tudi za naprej vodilo, za ta brezpilotnike z navpičnim poletanjem, kar razvijamo za prevoz tovora, te velike, in to je hrup tisti tudi to, kar delamo zdaj na vodikove gorivne celice. Hrup je v glavnem glavni motivator. Kar se pa tiče drugega vprašanja, je bilo glede
bistvu malo navezalo. Zdaj sem si zamislil ta park, da bo... Tam parking, ja. Sej tam en del je planiran, tudi mestna občina ima ta park and drive, ne, ali pa park and go, ne, da prideš z avtomobili Štajerske ali kjerkoli, ne, na vhodih v Padnice, da tam parkiraš in potem gre z mestnim avtobusom. Naša parcela za to ni predvidena, niti po en del eventuelno ja, ampak mislim, da bo to mestna občina reševala z garažnimi hišami. Ja, letališče, zdaj, kar se tiče letališč, mi imamo sicer malo časa, ne, ampak veste, letališča so zdaj tako butasto, to letalstvo je tako neracionalno in tako neumno urejeno, da tudi letališča, ne, poglejte, zdaj, če greste nekam letet, bi vi moral diktirati pogoje, pod katerimi greste letet, ker vi plačate, ne. To se pravi, ne da greste vi na letališče, ne, ampak če plačeste, ne, bi moralo letališče priti do vas, ne, če karikiram tako, ne. In to se bo zdaj dogajalo. Letala bo imela tisto, kar sem prej rekel, ne, vedno manjša krila, vedno več propelerjev, vedno krajša bo poletna steza in vedno bližje bo prišlo letališče, ne, ali pa servis do vas, ne. Zato bo letališča tudi drugačna. Zdaj uničujemo najboljše kmetijske površine povsod za velike terminale. Zakaj? Če bi pa lahko z drugačnim konceptom letal, ta letala pripeljali na manjša travna letališča, ki jih že imamo, letalo je že danes sposobno narediti kompleten ček in vas in tovora, sploh ne rabimo več niti ne vem, nekih sistemov tam za preverjanje in tako naprej. Vse to se bo spremenilo in zato bojo tudi letališča drugačna, tudi zaradi vodikovega pogona, ki bo, ne, to je dejstvo, da prihaja. In to bojo bolj, bom rekel, če lahko temu rečem, bolj v smeri helikopterskih pristajališč, ne, kot pa samih letališč. Še kakšen vprašanje? Tam pri nas privolite. Živa, moje ime so ne trafiški ključi biznis sedež, oziroma poslovna komunikacija v angleškem jeziku. Moje vprašanje je povezano z osebnostno rastjo podjetnika. Imam tudi svojo poslovno šolo in bi rada vprašala nekaj, ker zelo malo ljudi govori. V šolah učijo recimo, da so večina podjetnikov je rojen, može biti rojen za to. Torej, da recimo risk-taking, da si upaš, ne? Druga stvar, da imaš znanje, kako to pridobiš, drugo, da si rojen za to, kaj delaš, tretje pa zelo redki povejo, da gre za dejansko osebnostno rast. Torej, podjetje, da gre naprej, mora rast in raste podjetje. Podjetnik skupaj raste s podjetjem. Jaz pri sebi vidim, recimo, ki sem v tujini živela, tudi recimo v Nemčiji, Ameriki, tam je podjetništvo naravno, ne tako tu še kar blokirano. Torej, tam pač je normalno, da pač greš in tudi, če ti ne uspe, te podpira, ja, gremo dalje, se probal si krasno, gremo naprej. Torej, jaz sem morala tudi pri sebi veliko tega predela, torej, da si videl, da si upaš, da greš mimo tistih, kaj tam službo v javnem sektorju pa čake penzije. Torej, to smo morali predelati, da res greš naprej. Katere ste pa vi te osebnostno, s tem, da ste razvoj dali vtižniti skozi? To, ki ste morali premagati sami sebe. Sem pripričana, da ima vsak tega dovolj. Torej, kako ste vi res napredovali osebnostno z vašim velikim uspehom? Hvala. Ja, za iti samostojno pot morate biti najprej močni v sebi. Vse se da naučiti. To, da se treba roditi podjetnik, ni res. Treba se je roditi, ker če se ne rodite, pol ne morate biti nekaj drugega. Ampak v tistem trenutku, ko ste pa rojen, imate pa svojo življenjsko pot v svojih rokah. Jaz ne moram razumeti ljudi, ki rečejo, ja, veš, 30 let sem zdaj delal v podjetju in zdaj podjetje šlo cugrunt in zdaj kaj bom pa zdaj? Ja, poslušaj, nekam drugam bo šel v službo, ne?
In podjetnik je pa ves čas, ne, mentaliteta podjetnika je pa ves čas ta, ne, da lahko gre jutri kaj narobe, mora biti prepričan vase, če si prepričan vase, potem lahko prepričaš ekipo. Če nisi prepričan vase, ne moreš prepričati ekipo. Ne. In zaupati moraš ekipi in potem zaupa ekipa vase, tebi. Ne. Brez ekipe, ja, lahko si tudi sam podjetnik, si bolj ranljiv in imaš bolj vse niti pri sebi, ampak danes, če je zgodba kakorkoli malo večja, potem je treba računati na ekipo. Ne. In z ekipo je pa zelo enostavno rast, ne. Ker črpaš od ekipe in ekipa črpa od tebe. Ne. Zdaj, kar se tiče rasti, je spet to malo, bom rekel, dvorezen meč, ne, ker seveda vsi stremimo za to rastjo, ne, pa EBITDA, pa vsako rast, ne. Se da biti uspešen in dober podjetnik, tudi če si zastaviš, bom rekel, svoje cilje drugače, ne, da dobro delaš v neki niši, brez kakšne hude rasti. Ne. Izzivi so podobni. Ne. Je pa res, da v določenih industrijah, segmentih in tako naprej, brez rasti te drugi hitro prehitijo. Ne. Veste, danes smo vsi na trgu, ne, tudi države, ne sam podjetniki. Pipistrel je verjetno eno redkih podjetij, ne samo v Sloveniji, tudi širše, da v 33 letih ne samo, da nobeno leto ni imelo izgube, ampak v 33 letih nobeno leto ni bilo slabše od prejšnjega. Mi smo imeli vedno pozitivno krivuljo rasti. Tudi v najhujših krizah, takrat smo imeli navadno najvišje rasti, ki smo pobrali še od naših prijateljev, konkurentov, pač, ker niso bili pripravljeni na krize in tako naprej. Ampak ta rast je lahko dvorezen meč, ne? Ker širiti ekipo ni enostavno. Ne? Graditi na dolgoročnem uspehu z upoštevanjem tradicionalnih vrednot pri preveliki rasti je več izzivov, kot če je manjša rast. Ne. Tako da je treba si postaviti, bom rekel, tudi svoje notranje cilje, ne, dokje ti je to še užitek, dokje ti je posel, ker veste, tudi, jaz dostikrat rečem, ne, med uspehom in pohlepom je zelo tanka črta. Ne. In če nisi močen pri sebi in ne greš enkrat čez, pol je hitro konc. Ne. Tako da jaz na vaše vprašanje bi rekel tako, če znaš poslušati, potem si tudi slišan. In ta notranja rast mora biti tista, ki se odraža potem tudi do ekipe in potem vam ekipa ali pa tudi družba to vrača. Veste, jaz sem, ko sem prodal Pipistrel, se veste, ne, sem doniral tistih 25 milijonov v družbeno dobro. Zakaj? Ker vsi vi, in tudi se vam zahvaljujem, ste pripomogli k uspehu Pipistrela, ne? Ker mi smo dobili 6 milijonov državnih subvencij, zato da smo lahko zaposlili, bili uspešni in tako naprej naredili uspešno zgodbo. In ko pride čas, se ne sme, in lahko to vrneš tudi družbi, ne smeš tega pozabiti. Ne? Mi smo 6-kratno vrnili to, kar smo dobili od države, tako da smo bili tudi dobra naložba, bom rekel, za državo. Ne? Ampak enako je z zaposlenimi, ja, veste, mi nismo nikdar nobene nagrade dobili, brez da bi jo delili z vsemi zaposlenimi. Ker vsi sodelujejo v uspešni zgodbi. In to je tisto, veste, da tudi oni razumejo, ne, da so spoštovani, da so pripomogli tudi k vašemu uspehu. Ne. Vse te stvari so del odgovora mogoče na tisto vaše vprašanje. Verjetno brabo še malo več časa, no, ampak upam, da razumete. Še eno kratko vprašanje imamo časa. Tam zadaj. Zadaj vprašanje. Bomo imeli dve. Omenili ste, da imate predstavništva v 146
40. Ne, toliko prodajamo držav, predstavništva imamo nekaj 40. V veliko različnih državah, zanima me ta razlika v poslovnem okolju, kako vidite situacijo za podjetnike, recimo v Sloveniji, v primerjavi z, recimo, kakšno drugo državo, v kateri delujete, kje so prednosti, kje so slabosti in mogoče še to v preteklosti ste že ne direktno, ampak posredno, recimo, nekoliko politično angažirali, razmišljate še kaj v to smer ali ne več? Glejte, jaz imam podjetja v treh državah, sicer Sloveniji, Italiji in na Kitajskem. Za druge poznam poslovanje, tukaj poznam zelo dobro. Nikjer ni idealno, povsod so plusi, povsod so minusi, ampak verjetno tudi že to, da sedim zdaj danes tukaj, pomeni, da se tudi v Sloveniji da biti uspešen. Kar je mene oče vedno učil, je rekel, da za preživeti ali pa za biti uspešen rabi vsaj eno desno roko. Če imaš dve levi, je že kozarc težko prijeti. Tako da, ja, kar se tiče razlik po svetu ali pa, ne vem, poslovnih okolij, bom rekel tako, da če vržemo vse na pladen, kar imamo v Sloveniji, poznam zelo malo primerov po svetu, kjer bi rekel, da so pogoji tudi za podjetništvo boljši. Ker ne nazadnje res, imamo tako socialo, kot jo tukaj imamo tudi za zaposlene, in če so zaposleni, bom rekel, zadovoljni, pol lahko pričakuješ, da boš uspešen. Vse imamo brezplačno praktično, res, da imamo zdravstveni sistem, kakšnega imamo, ampak glejte, ena moja znanka v Združenih državah Amerike ohranja slovensko zdravstveno zavarovanje, ker porod v Združenih državah stane $60,000, recimo, ali pa tako. Mislim, tega se ljudje ne zavedijo, dokler ne grejo ven. Jaz ne morem primerjati uspešnosti slovenskega podjetja z italijanskim, pa čeprav sam 150 metrov čez bivšo mejo. Tukaj ima ženska, ne vem, 12 plus, lahko, ne vem, mesecev porodniške, v Italiji 3 mesece, recimo. Tukaj je plačan prevoz na delo, tukaj je plačan regres, tukaj se dela 7 ur in pol, v Italiji se dela 8 ur. Res, da je tam 13. plača, ampak se zdaj tudi tukaj, bom rekel, božičnica in tako naprej. Je zelo težko primerjati hruške z jabolki, ampak na koncu vam povem, da če se hoče v Sloveniji, se da. Kar je v Sloveniji problem za podjetnike je, da nimamo dolgoročne stabilnosti poslovanja in da moramo biti bolj fleksibilni in da moramo delati, da se moramo manj izpostavljati, ker v Sloveniji, saj veste, jaz sem bil Bob leta, veste kaj je Bob, to je Štajerci imajo ta časopis Večerne in izbirajo največji gobec leta ali pa tisto, ne vem, kako mu rečejo, in jaz sem 2015 sem rekel, da Slovenci vse oprostimo, samo uspeha ne. Tako da v Sloveniji, če se mečeš ven, tako kot se jaz pravijo, pol imaš težave in z mediji in s politiko in vsem. Sem pred leti bil tako naiven, da sem mislil, da lahko grem tudi v politiko in kaj spremenim, ampak pol me srečala pamet, tako da zdaj svojo energijo rajše dam v kaj drugega, čeprav zadnjič sem slišal, da je skrajni čas, da grem spet v politiko, ker bi bil idealen predsednik Levice. Ker nimam, ja res, nimam nobenega na minimalki, delim dobiček z zaposlenimi, razdelil sem lastništvo z zaposlenimi, dajem v javno dobro, vse to, kar Levica govori, jaz dejansko delam. In pol sem rekel, ja, Madonca, se res, pa sem takoj dobil hladen, tu so rekli, ne bo šlo. Zdaj, zakaj pa ne? Ker bi se moral najprej včlaniti. Ja, sem rekel, in? Ja, ne, ker tam pa je, da če nimaš 2 levih, te ne sprejmejo v članstvo. Tako da, ok, malo za šalo, malo za res za konec. Še eno vprašanje smo imeli, Bolj kot vprašanje, če dovolite komentar. Ves čas predvajanja gospoda Boscarola je mene, ampak mimo grede,
prešinjalo tisto, kar smo se prej zunaj pogovarjali, namreč, se tako lahko slišimo, da jaz raje govorim, vedem imam dovolj močan glas, pa me potem moti, če je še tisto zdravo. Namreč, prej smo se zunaj pogovarjali o tem, kako propagando dela da naš inštitut. Še to, najraj bi, da bi bilo že tega konc, pa ne zaradi vas, pa zato, da me vi ne bi slišali, gospod Boskarov. Sej, jaz hitro pozabim lahko, kakšno stvar nekaj. Da bi da tukaj neka zavesa, kar govorim njim, pa bi celo rad, da bi se vi ne odzivali na to, kar bom zdaj res rekel. Ampak, prej smo se zunaj pogovarjali o tem, kako narediti propagando za naš inštitut. Pa je marsikdo rekel, ja, ko rečeš, katoliški inštitut, a ne, če pa katoliško ne, potem pa ne, to pa ne, in je konc. In je konc. Gospod Boskarov danes ni niti enkrat omenil te besede katoliško, ali katoliški, ali ne vem, karkoli vsemu zvezi. Pa je bilo vse, kar je gospod Boskarov povedal, absolutno in striktno do jedra katoliško. To je za nas, zato pravim, to govorim nam, njim, ne vam. Skratka, je to ena močna spodbuda za to, da se dela tako, kot gospod Boskarov pravi. Glede iz humanističnega vidika, delo do soljudi, do sodelavcev, kreativnost, inovativnost, talenti, uporaba talentov, do kje ja, do kje ne, in vse to. To je za me en tak močan navdih in spodbuda, da sem rekel, ja, to ne moram jaz povedati, kaj to mi je na duši ležalo, pa ne glede na to, če je katoliško, rekatoliško, če je tako in tako, potem je del nas. Kratko, samo to, pa še to. Vsi tisti, ki smo danes gospoda Boskarova slišali, vedimo in bodimo prepričani, da je najvažnejša stvar, ki se je danes odvila v Ljubljani, to predavanje. Bolj danes sploh ne bo poročili na televiziji, ali kako? Hvala s tem zaključkom. Bi pravzaprav tudi današnji pogovor zaključili. Jaz se gospodu Boskarolu prisrčno zahvaljujem za njegovo pripravljenost deliti svojo življenjsko zgodbo, svoje nasvete, priporočila in mu želim še veliko uspehov na njegovih poslovnih in osebnih izzivih. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Tisti, ki pa greste zdaj v življenje in v svet, bodite prepričani, da noben zid ni tako debel, da ga ne morete z glavo prebiti, pa bo šlo.